Tako, nahajamo se pri bistvenem, pri analizi in pri rešitvi. Kdo je hlapec? Hlapec je tisti, ki se pusti poniževati in ponižati in to vlogo sprejme. Je lahko tudi tisti, ki v določenem obdobju sodeluje v poniževanju ostalih in potem izvisi in na koncu propade in postane hlapec. In je pa tudi tisti oziroma dekla tista, ki to enostavno sprejme vase in to živi. In ko pogledamo na slovenski primer, nam, glede na potenciale objektivne, ta vloga ni pisana na kožo, nismo za hlapce in dekle rojeni, smo pa v tej smeri vzgajani. Veliko jih je med vami, ki so nauka željni. Spregledali bodo, ker bodo spoznali, da katekizem ni vse učenosti začetek in konec. Da je čas porušiti platove, ki so jih postavili človeku duhovni in posvetni verovi. Svoje spoznanje, Božji dar, so prodali za dobro južino. Vzgajani zato, da svojih potencialov ne bi izkoristili, vzgajani zato, da bi bili del nekih sistemov, kjer bi bili podrejeni, podjarmeni in dejansko izkoriščani. In jasno je, kje so rešitve. Rešitve so, da se procesom pohlapčevanja reče ne. Je pa res, da je za to potrebna določena duhovna moč. In ta duhovna moč zraste in nastane takrat, ko dosežemo odmik od degeneracije samih sebe. Se pravi, odmik od samonegacije je odmik od hlapčevstva. In to moramo storiti čim prej oziroma takoj. Ustvarjeni za hlapčevanje. Gospodar se menja, bič pa ostane in bo ostal na vekomaj, zato ker je hrbet skrivljen, biča vaja in želja. Hlapci, med vas bi Kristus ne prišel z besede, prišel bi z bičem. Hlapci, obsojeni za hlapce. Deveti nauk. Poštenost mora biti ena izmed temeljnih vrednot. V teoriji in tudi v praksi.